Nove informacije o kuharju, ki je bil navzven hvaljen za svoje delo v kuhinji. Toda ujeli so te v eni izmed kopalnic. Toda zdaj je ta kuhar obtožen grozljivega umora svoje žene, za katero prijatelji pravijo, da je globoko skrbela za druge. To je posnetek po poročanju Mass Live. Imamo nekaj šokantnih novih informacij o tem, kaj naj bi kuhar, domnevni morilec Jeffrey MacDonald, storil v urah pred umorom. Spremljamo ta primer, ki ga predstavlja Law and Crime. Jaz sem Chris Stewart. Če bi pred 22. aprilom iskali ime Jeffrey MacDonald in UMass, bi verjetno našli veliko objav, ki so govorile o tem, kako odličen je bil kot kuhar, nekdo, ki je bil v ospredju na področju univerzitetne prehrane. A zdaj vsi vemo, da naj bi bil ta moški veliko več kot le to. In izvedeli smo, zakaj je sploh bil v tistem hotelu. In prav tako izvemo več informacij o ženski, ki je žrtev v tej zgodbi. Ženi Jeffreya MacDonalda, ženski, ki naj bi jo ubil. Po poročanju naj bi svoji prijateljici v dneh pred umorom povedala nekaj o svojem možu in o nekaterih skrbih, ki jih je domnevno imela. Ime žrtve je Emma MacDonald in je oseba, ki si zasluži veliko pozornosti zaradi življenja, ki ga je živela. Za seboj je pustila mlado hčerko in dva psa, ki ju je globoko ljubila. Prijatelji pravijo, da je bila izjemna ženska. In veliko bomo govorili o tem, kako trenutno potekajo prizadevanja za pravico zanjo. Zdaj moški, obtožen njenega umora, je bil na prvi pogled nekdo, ki so ga na veliko načinov postavljali na piedestal. In bil je ta nagrajeni kuhar, ker je bil eden od vodilnih na področju univerzitetne prehrane na UMassu. Iskreno povedano, je bil nekakšno orodje za privabljanje novih študentov na šolo. Pojdite na Princeton Review, poglejte to. Če pogledate najboljša mesta v državi za študentsko prehrano. In če ste bodoči študent in vam je to pomembno, je UMass na samem vrhu. In kuhar Jeffrey MacDonald je bil velik razlog za to. 36-letni Jeffrey MacDonald je bil leta 2025 razglašen za kuharja leta strani Ameriške kulinarične zveze zaradi svojega kuhanja. In to je le ena izmed številnih nagrad, ki jih je prejel za svoje kulinarično znanje kot kuhar na UMass Amherst. A težko je reči, da je karkoli od tega zdaj pomembno, glede na to, da je to podoba, na katero pomislimo in jo vidimo, ko pomislimo na Jeffreya MacDonalda. To je po poročanju WWLP z njegovega prvega nastopa na sodišču po domnevnem umoru Emme MacDonald. Podor reševalno vozilo 3, podor reševalno vozilo 3, odziv eno študentsko središče stran, tisti hotelski del študentskega središča UMass, soba 413. For a possible mental health issue. To so povedali operaterji na številki 911, potem ko je klic prispel na policijo v zahodnem Massachusettsu iz hotela UMass. To je najprej objavil Mass Live. Zdaj, to je spet hotelski objekt na kampusu in operaterji so povedali, da je bila težava v sobi 413. OSP kriči, da imajo osebo na dveh in potrebujejo dodatno osebje. Zdaj, preden se lotimo novih podrobnosti, ki jih imamo v tem delu primera, bi rad še malo več povedal o Emmi MacDonald, saj spletni zapisi kažejo, da je bila tudi ona zaposlena na UMassu. Ena od njenih prijateljic je leta 2022 povedala za Boston Globe, da se je poročila z Jeffreyem MacDonaldom. Imela je 10-letno hčerko. Jeffrey je imel 2 otroka iz prejšnjega zakona, poleg tega pa imamo tudi nekaj novih dokumentov, ki opisujejo težave, ki jih je imela mati teh otrok z Jeffreyem v zadnjih letih. Prijateljica Emme je za Globe povedala, da je imela Emma nekaj pomislekov glede Jeffreyjevega vedenja v dneh in tednih pred njenim umorom. Rekla je, da je Emma vseeno ljubila Jeffreya in je resnično verjela vanj, kar naredi to zgodbo tako neverjetno tragično. V njenem intervjuju pa je bila anekdota, ki je res izstopala in opisovala, kar bi lahko označili za zelo nenavadno vedenje Jeffreya MacDonalda, domnevno v zadnjem mesecu. Ta prijateljica je povedala, da sta Jeffrey in Emma načrtovala izlet v Disney World s svojimi otroki le 2 tedna, preden je Emma umrla. Kaj pa to za preobrat? Teden dni kasneje je Jeffrey zahteval ločitev. Potem pa na dan umora, to je 22. april, je bil na spletu objavljen video, ki ga je objavil Mass Live in prikazuje Jeffreya, kako skače v ribnik na kampusu, oblečen v celotno kuharsko uniformo.
Tisti dan je bila v Amherstu, v Massachusettsu, temperatura okoli 20 stopinj. Če si ogledate video, lahko slišite, kako se ljudje smejijo, ko Jeffrey skoči v vodo. A ta video očitno ne prikazuje razpoloženja v tisti situaciji. V članku Boston Globe je Emin prijatelj povedal, da je nekdo poklical številko za nujne primere 911, potem ko je Jeffrey prišel iz ribnika zaradi njegovega obnašanja. Na to je po pogovoru s policijo, in podrobnosti tega pogovora ne poznamo, Jeffrey rezerviral sobo v hotelu UMass za tisto noč. Prijatelj pravi, da je bil Emin načrt ostati doma. Živeli so približno 20 minut stran od kampusa. Prijatelj je rekel, citiram, priporočeno je bilo, da se umirita zaradi njegovega vedenja in zaradi tega, kar se je dogajalo. Konec citata. Izvolite, mediči. Tukaj potrebujem še eno reševalno vozilo čim prej in prosim dodajte še 7. To je tisto, kar policijsko poročilo pravi, da se je zgodilo tisto noč. V sredo, 22. aprila 2026, približno ob 19:42, so policisti policijske uprave UMass Amherst in gasilci, reševalci iz gasilske enote Amherst, so bili poslani v sobo 413 hotela UMass na naslovu One Campus, Centerway, Amherst, Massachusetts. Po klicu na številko 991, v katerem so opisali izredne razmere na tej lokaciji. Glede na okoliščine so se odzvali tudi policisti iz policije Hadley, da bi pomagali. Zdaj govorite o več službah, ki se odzivajo na dogajanje v 4. nadstropju tega hotela. In ko je policija prišla do sobe 413, naj bi jih pričakal isti moški, ki ga vidite nasmejanega z medaljami okoli vratu, kot tega odličnega kuharja na kampusu. Toda oseba, s katero naj bi imeli opravka, se je obnašala popolnoma drugače kot tisti, za katerega je skupnost mislila, da ga pozna. Poročilo nadalje navaja, citiram, ob prihodu policistov je prišlo do nasilnega spopada med njimi in moškim, Jeffreyem C. McDonaldom, med katerim je Jay McDonald metal predmete v smeri policistov in večkrat udaril enega policista Univerze Massachusetts v obraz. Vendar to ni vse, s čimer se prvi posledovalci soočijo ob prihodu. Ob vstopu v sobo 413 so policisti našli mrtvo žensko s hudimi poškodbami. Glede na resnost poškodb ženske se je preiskovalcem zdelo očitno, da so bile njene poškodbe posledica nasilnega napada. Zdaj pa zgodba dobi še bolj šokanten preobrat. Citiram. Jay McDonald je bil aretiran in prepeljan na policijsko postajo UMass Amherst. Potem, ko so mu bila prebrana Miranda opozorila, Jay McDonald je govoril s preiskovalci, med katerimi je priznal, da je namerno pretepil svojo, ime je izbrisano, do smrti. Uporabil je svoje roke, noge in različne druge tope predmete. In da je bil njegov namen, da jo s tem ubije. Po navedbah policije je Jeffrey McDonald priznal, da je namerno pretepel Emo do smrti z rokami, nogami in različnimi topimi predmeti. Naslednji dan je Jeffrey prvič stopil pred sodišče, tukaj je zapisano po www.lp. Med tem kratkim zaslišanjem ni pokazal nobenih čustev na obrazu. McDonald se je izrekel za nedolžnega glede obtožb in ostal je v priporu brez možnosti varščine do naroka o utemeljenosti suma, ki je načrtovano za 22. maj. Prav tako bo opravil psihiatrično oceno. O tem bom govoril z našim gostom v trenutku, saj bi to lahko imelo velike posledice na potek tega primera. Pomembno pa je tudi poudariti, da to ni prvič, da je bilo domnevno Jeffreyevo vedenje zaskrbljujoče. In to je bilo že prej izpostavljeno v pravnem sistemu. To so zapisi, ki smo jih našli v zvezi s postopkom glede skrbništva, v katerega je bila vključena mati njegovih 2 otrok. In to sega v leto 2021. Te smo našli na družinskem in zapuščinskem sodišču v okrožju Hamden v Massachusettsu. Septembra 2024 je mati McDonaldovih otrok zapisala, da želi spremeniti skrbniški dogovor, ki sta ga imela. Ker so, citiram, otroci poročali o verbalni zlorabi strani očeta, kričanju, zmerjanju, preklinjanju, bili so priča ponižujoči verbalni zlorabi med očetom in mačeho, včeraj pa so poročali tudi o fizični zlorabi. Najstarejši otrok je poročal, da ga je oče v ponedeljek 16.9. z vso silo porinil v mizo in da ga je večkrat udaril po obrazu. Otroci so v zadnjem letu večkrat prosili, da se ne bi vračali v očetovo hišo. Oba otroka sta povedala, da jima je oče naročil, naj o zlorabi ne povesta materi, oba pa se bojita maščevanja in očetove zlorabe.
Približno 2 meseca potem, ko je ženska vložila ta predlog proti McDonaldu, je sodnik primer zavrgel, ker se nihče od njiju ni pojavil na sodišču. Z nami je zdaj Melba Pearson, da v tem primeru pove več, odvetnica za državljanske pravice in kazensko pravo ter voditeljica YouTube kanala Resident Legal Diva. Vedno je odlično, da si tukaj pri Law and Crime. Veš, tukaj gre za zelo težak primer domnevnega družinskega nasilja, v katerega je vpleten nekdo iz skupnosti, ki je res dobro poznan. Kaj meniš o tem, kar je bilo navedeno glede vedenja Jeffreya McDonalda na dan, ko se je to zgodilo? Ampak potem se zdi, kot da, če pogledamo nekaj tednov nazaj, so nekateri že takrat opozarjali na določene znake, ki so jih označili kot opozorilne znake glede njegovega vedenja. Ja, spet, Kris, vedno mi je v veselje biti s tabo in mislim, da so te primeri vedno izjemno srceparajoči. In prva stvar je vedno, kateri opozorilni znaki so bili spregledani. Kateri znaki so bili spregledani? Včasih so znaki, včasih jih ni. V tem primeru se zdi, da je v tednih predtem on, in to povem z rezervo in ti bom kmalu povedala zakaj, ampak zdi se, da je skoraj doživljal duševni zlom glede na njegovo čudno vedenje. In skakanje v ledeno mrzlo ribnik, veš, pa ne je bilo to dan prej ali na jutro umora. Torej je očitno imel neke vrste psihološke težave, kot kaže. Lahko bi šlo za nediagnosticirano duševno motnjo, lahko pa je bil samo zlom zaradi stresa. Kdo ve? Ampak želim nekaj zelo jasno povedati. Dve stvari sta lahko resnični. Hkrati imaš lahko duševno bolezen in nisi zlorabljalec. In imaš lahko duševno bolezen in si zlorabljalec. In te dve stvari skoraj nimata nič skupnega, kaj ne? Ker gre za miselnost in za to, kako gledaš na odnos. Če na svojega partnerja gledaš kot na svojo lastnino, duševno zdravje s tem nima nič opraviti, kaj ne? To je preprosto tvoja prirojena miselnost, ki te vodi k nasilnemu vedenju. Ampak veliko ljudi z bipolarno motnjo ali shizofrenijo ne škoduje svojemu partnerju. Zato mislim, da je zelo enostavno primer nasilja v družini skrčiti na eno samo razlago. Ker se vsi trudimo razumeti, kaj se je zgodilo. In je grozno. Zelo enostavno je poseči po najlažji razlagi. Ta oseba ima težave z duševnim zdravjem ali duševno motnjo. To ne bi smelo biti samoumevno. To je morda res, vendar si oglejmo tudi širši način razmišljanja in družbene probleme, ki spodbujajo nasilje v družini, namesto da to hitro uvrstimo v kategorijo duševnega zdravja in se ne poglobimo. In mislim, da je to tudi zelo dobra točka. In to je nekako kot stranski komentar, da veliko ljudi živi z bipolarno motnjo ali shizofrenijo, kar so lahko zelo nevarna stanja duševnega zdravja. Brez dvoma smo to zagotovo videli v zgodbah, o katerih poročamo. Ampak veliko je ljudi, za katere nikoli ne slišite in živijo izjemno normalna življenja, ter se ne znajdejo v situaciji, v kakršni je trenutno Jeffrey McDonald. In ne vem, ali ima diagnozo duševnega zdravja, vendar naj bi šel na psihiatrično oceno. Kaj bi to lahko pokazalo? Kako to vpliva, na primer, s katerim se sooča glede na pravni sistem? Najprej morajo ugotoviti, ali je sposoben sodelovati na sojenju. Standard je, da mora biti sposoben smiselno sodelovati pri svoji obrambi. Zdaj bom dala hipotetičen primer, ki bo poenostavljen, a upam, da bo razjasnil bistvo. Gre za to, če si v situaciji, ko na primer rečeš: Marsovci prihajajo jutri. Očitno nisi v stanju duha, da bi lahko smiselno govoril s svojim odvetnikom o strategiji, ali naj pričam ali ne. Če ti odvetnik, tvoj zagovornik, pokaže nekaj dokazov, ki jih ima tožilstvo proti tebi, ali lahko vsaj osnovno razumeš, kaj ti je predstavljeno. In rečeš: v redu, razumem, nočem pričati, ali pa temu nasprotujem zaradi tega, ali pa imam še eno pričo. Veš, ta pogovor je zelo pomemben, da lahko zagovornik pripravi obrambo in te učinkovito zastopa na sodišču. Tako bo ocena ključna za ugotovitev, ali je res sposoben sodelovati v postopku. Če ni, bo verjetno odšel v ustanovo, kjer bo prejel zdravljenje. In običajno v približno 6 mesecih do 1 leta primer ponovno obravnavajo, opravijo novo oceno in nato ugotovijo, ali je res sposoben sodelovati v postopku. Tako nekako poteka ta postopek. Cilj je, ali lahko ponovno vzpostavimo tako imenovano sposobnost za sojenje.
Če pa ne, če oseba resnično ni z nami z tega vidika, potem bi bila razprava o tem, ali je morda ni kriv zaradi neprištevnosti ali kaj podobnega. Tam še nismo. Ampak najprej, ali je sposoben sodelovati na sojenju? Potem, če je sposoben sodelovati na sojenju, ali ima kakšno duševno motnjo, ali ima shizofrenijo, bipolarno motnjo, karkoli. Če je temu tako, v redu, dajmo mu zdravila. Tako bo lahko priseben in bo sodeloval pri svoji obrambi. Vse te stvari vplivajo tako na strategijo obrambe, kot tudi na strategijo tožilstva. In mislim, da je to še ena dobra točka. Samo zato, ker nekdo morda ni sposoben za sojenje, to ni nujno trajno stanje. Ni tako, ni tako. Veste, ko je nekdo spoznan za nekrivega zaradi neprištevnosti, je to zelo drugače, kot če je nekdo spoznan za nesposobnega za sojenje. Pravilno. Ker ni kriv zaradi neprištevnosti, pomeni, poslušajte, oseba je v tako hudem stanju, ni pomembno, če jim dajete zdravila 6 mesecev, 1 leto, 2 leti, ne bodo tako zlahka prišli k sebi. In te primeri so bolj redki, kot bi si mislili. Toda običajno je mogoče ljudem ponovno vzpostaviti sposobnost za sojenje, ker je včasih prisotna neodkrita duševna motnja. In če je temu tako, v redu, vključite jih v načrt zdravljenja. In v nekaj mestih, veste, so spet tam, kjer morajo biti. Ampak če je nekdo v tako hudem stanju, potem je to situacija, kjer bi jih včasih, veste, nekoč dali v psihiatrično ustanovo, kajne? Tega danes res ne počnemo več, ampak obstajajo posebne določbe za nekoga, ki preprosto v tem smislu ni sposoben za sojenje. Ne vem, če je to tukaj primer, spet, še smo na začetku, moramo videti, kaj bo pokazala ocena in moramo videti, kaj bo sodnik na koncu storil na podlagi tega. In spet, lahko je situacija, kjer jih ocenjujejo 3 zdravniki, ker veste, obramba bo imela svoje ljudi, h katerim rada pošle svoje stranke, tožilstvo pa bo imelo nekoga, za katerega menijo, da je pravi strokovnjak. In potem bo sodišče morda reklo, veste kaj, želim izbrati osebo, za katero menim, da je najbolj nevtralna. Pogledajo vsa 3 poročila in nato odločijo, ali je nekdo sposoben sodelovati na sojenju, če je to res vprašanje. In ko gre za to, se sooča z izjemno resnimi obtožbami, lahko preživi preostanek svojega življenja v zaporu, če bo spoznan za krivega. Seveda pa velja za nedolžnega, dokler se to ne zgodi. Ampak če je primer, kjer pogledaš na tisti dan in on skače v vodo, ljudje pa se smejijo. Ampak potem naj bi bil opravljen ta klic na številko 911 in tako je na koncu pristal v hotelu, ker so policisti rekli, hej, zakaj si ne bi nocoj tukaj vzel sobe, da se malo umiriš? In potem se zdi, da je bila tam tudi Ema, vsaj po besedah tega prijatelja, ki je rekel, da bo ostala doma. Policija pa je to označila kot obdobje za pomiritev. In tako je veliko podrobnosti o tem delu, ki še niso bile razkrite. Ampak slišiš to? In nekdo je to opisal kot nepredvidljivo vedenje. Ampak potem pogledaš na ta vzorec v zadnjih nekaj tednih, ko naj bi šli v Disney, in potem se odločijo, nato pa on reče, da želi ločitev. In je tako kako pravni sistem, če gre za primer, kjer je morda v tistem trenutku prisotna težava z duševnim zdravjem, hkrati pa obstaja tudi vzorec, kjer je morda prisotno nasilje v družini in se gradi primer, kako pravni sistem to uravnoteži, kjer sta lahko obe stvari resnični. Ja, in spet, ko poslušamo dejstva, je to zelo vznemirjajoče, ker običajno vidimo obratno. Običajno je zakonec tisti, ki zahteva ločitev. In potem je to tisto, kar sproži nasilen dogodek, v smislu, da zlorabljalec začuti, da je izgubil nadzor. In zato zdaj želijo ponovno uveljaviti svojo prevlado in nadzor z uporabo nasilja. In to potem vodi do smrtonosnega izida. Torej, ta del je tam, ampak gledam tudi na morebitno zamujeno priložnost. Vsaka zvezna država ima neko različico prisilne hospitalizacije. Na primer, na Floridi, kjer sem jaz, temu pravimo Bakerjev zakon. V bistvu gre za postopek, po katerem lahko organi pregona nekoga vzamejo v pridržanje. Ne v zapor, ampak osebo vzamejo v pridržanje in jo pripeljejo v bolnišnico za 24 do 48 ur na opazovanje, da ugotovijo, ali ima ta oseba težave z duševnim zdravjem. Ali potrebujejo zdravila. Prav. In na podlagi tega dobijo napotitve. V redu, morate obiskati psihiatra, morate iti v ta program, karkoli že je.
Ampak saj zame je to pravi način, da se oseba umiri. Ker ni bilo tako, da bi bil on jezen, oni pa razburjeni in bi se prepirali. Prav, ti pa id sem, ti pa id tja, umiri se, zadihaj in potem to naredi jutri. Skočiš v ledeno jezero, kažeš nenavadno vedenje, ki bi lahko kazalo na psihični zlom. Potem bi ga morala policija odpeljati in ga dejansko prisilno hospitalizirati. In morda bi bila danes še vedno z nami. To ni namenjeno temu, da bi krivdo zvalili na policijo. Vendar obstaja možnost, da bi, če bi bil hospitaliziran, morda dobil pomoč, ki jo je potreboval. Spet, če predpostavljamo, da gre izključno za duševno zdravje, bi to lahko preprečilo smrtonosen dogodek. Ja, in to je zelo, zelo drugačen primer. Veste, to rečem, ampak mislim, da se vsi spomnijo primera Gabby Petito, kjer je, mislim, Brian Laundrie na koncu šel v hotel. Ona je ostala v avtodomu, ki ste ga imela. In potem sta se tisto noč spet srečala. Veste, v tem primeru ta prijatelj pravi, da se je Emma McDonald nameravala vrniti domov, Jeffrey McDonald pa naj bi ostal v hotelu. Bilo bi zanimivo. Vem, da lokalni okrožni tožilec zaenkrat še ni želel komentirati ničesar v zvezi s tem. Žal smo morali že prepogosto govoriti o primerih družinskega nasilja in nasilja v družini ter o nekaterih zgodbah, ki smo jih pokrivali. In ena stvar, ki mi je ostala v spominu, je bila izjava prijatelja za Boston Globe, da je Emma njega resnično ljubila in je vanj res verjela. In on je bil ta oseba, ki jo vedno znova omenjam. Včasih sem delal v zahodnem delu Massachusettsa. Univerza v Massachusettsu jemlje prehrano na kampusu izjemno resno. To je celo orodje za privabljanje študentov na to šolo. In on je bil simbol tega. In jasno je, zakaj bi bil nekdo, v katerega bi resnično verjel. Ampak v nekaterih primerih nasilja v družini, Mislim, da za namen ozaveščanja, kaj sploh vidiš, ko pride do tega. Osredotočili se bomo na slabo, zaradi tega, kar se je zgodilo. Ampak tisti dobri trenutki vmes in kako se zdi, da ne gre ves čas samo za grozno razmerje. Ampak pogosto vidimo samo toksičnost stvari, ki so na videz dobre, kot je načrtovanje izleta v Disneyland. In potem lahko stvari preprosto grejo narobe, veš, to je tisti nihaj navzdol. In v tem primeru naj bi si teden dni kasneje že želel ločitve. Težko je razumeti vse skupaj. Ja, ampak spet, glede na malo dejstev, ki jih imamo, ker nimamo celotne slike, ampak to vedenje se zdi zelo značilno za nekoga, ki je, pa naj bo to bipolarna motnja ali kaj drugega, ampak grejo skozi te valove, te vzpone in padce. In neverjetno težko je biti v razmerju z nekom, ki ima težave z duševnim zdravjem. Še posebej, če to ni diagnosticirano in sploh niso na nobenem načrtu zdravljenja. Tako da se poskušaš iz dneva v dan znajti. Sploh ne veš, ob kom se zbujaš, kaj ne? Danes so lahko v redu, jutri pa ali celo iz trenutka v trenutek, kaj ne? Vse to postane zelo težko. Ampak kljub temu ljudje pogosto pozabijo, da v odnosih, zaznamovanih z nasiljem v družini oziroma partnerskim nasiljem, ni tako, da bi se vsak dan zgodil nasilen dogodek. V nekaterih primerih ja, ampak na splošno se morda danes nekaj zgodi. Tu je, oprostite, ves ta cikel in vse to, morda naslednji incident ne pride še 3 mesece. In v teh 3 mesecih hodiš v službo, vzgajaš družino, opravljaš vse te stvari. In ne govoriš nujno ljudem, o moj bog, moj mož je tak, moj partner je tak, moja žena je taka, karkoli. Preprosto živiš normalno življenje. Mislim, da imajo ljudje včasih v glavi, da je vsak dan grozna, nasilna, nora situacija. Večina ljudi tega ne bi preživela že psihično, ker je to preveč, ampak kot pri vsakem odnosu ima svoje vzpone in padce. Le da je razlika v tem, da ko pride do nesoglasja, kot se zgodi v vsakem odnosu, se to konča z nasiljem ali pa pride do prisile ali drugih stvari, ki so v ozadju. Zato želim ljudi na to opomniti. In tudi na to, da včasih ni nobenih znakov. Včasih so ljudje zelo zadržani in ko stopijo skozi vrata, nimajo modrice na očesu. Nimajo zlomljenih kosti, vendar morda ne morejo upravljati svojih financ. Morda ne morejo brez težav iti ven s prijatelji ali obiskati družinskih članov. Tako da se lahko kaže na različne načine in ni nujno, da je to vidno vsem. Zato želim poslati sporočilo tolažbe vsem, ki jih to prizadene, ker žal to poznam iz prve roke na preveč ravneh in ne samo kot tožilka, ponovno podoživljate in premlevate vse skupaj. Če bi naredila to,
Ali sem kaj spregledala? Rekla je to v tem pogovoru. Ali mi je res poskušala nekaj povedati? Je bil to klic na pomoč? S tem se lahko spraviš. Do tega, da bi začela piti. Ne počni tega. Ne počni tega. Lahko narediš le to, kar zmoreš in poskusiš najti tolažbo v spominih, v čudovitih spominih, ki si jih imela z osebo, ki si jo imela rada. Ampak ne poskušaj znova in znova predvajati tega filma v glavi, ker nikoli ne boš našla zadovoljivega odgovora. Ne, in res je, to si zelo lepo povedala in zaradi tega je ta zgodba res zelo težka. Policija pravi, da je potem, ko so mu prebrali Mirandine pravice, praktično vse priznal. Vsaj tako lahko razberemo iz policijskega poročila. Glede na to, in to ni nujno primer, kjer bi iskali storilca, in morda so mu diagnosticirali kakšno duševno motnjo. Ampak če ni oproščen zaradi neprištevnosti, kako to vpliva na njegovo obrambo? Če ga tožilci še vedno obtožujejo umora, ga sodijo zaradi umora. To je tisto, kar pravijo, da se je zgodilo. On je tisti, ki je to storil. In obramba morda je edino, kar imajo, to, da ima prej nediagnosticirano stanje. In ne vem, govorim na splošno. Kako bi se to lahko razpletlo? No, kako bi se to razpletlo je, da bi obramba poskušala izpodbijati naklep. Ali je sploh bil sposoben oblikovati ta namen, da bi ji škodoval? Ali je res vedel, kaj počne? Vidik duševnega zdravja bo vključen v obrambo na različnih točkah in bodo rekli, poslušajte, on je produktiven član družbe, hipotetično gledano. On je... Veste. Ima to, veste, zelo javno podobo in službo in bil je uspešen v vsem tem. To ni njegovo običajno vedenje. Torej, to je bil le trenuten odklon. Veste, poiskal bo pomoč in tako naprej in tako naprej. Ne vem, kako bo to nujno vplivalo na poroto. Ker če ni ravno situacija oprostitve zaradi neprištevnosti, če ne doseže tega praga, kaj imaš potem drugega? Ne veliko, ne veliko. Ker ustava ti sicer zagotavlja obrambo, ne zagotavlja pa nujno zmagovalne obrambe. Zagovornik bo delal s tem, kar ima, ne more si izmisliti, je tako, kot je. Ampak to je primer, za katerega vidim, da se bo rešil s priznanjem krivde. Ker s čim boš šel na sojenje? Dobesedno imaš priznanje. Imaš veš sodnega zdravnika oziroma mrliškega oglednika, ki bo prišel nazaj in rekel, da je to umor. Veš, imaš dokaze iz hotelske sobe, vse prijatelje in vse ostale, ki so bili priča nenavadnemu vedenju, posnetek, kako skače v ribnik, vse to. Ne vidim scenarija, kjer bi lahko šel na sojenje in nekako zmagal. Zato mislim, da se bo to najverjetneje rešilo s priznanjem krivde. Ja, in bomo videli, kaj se bo zgodilo naprej. Brez dvoma je to res izjemno tragična zgodba. Vem, da so včeraj, ko to snemamo, na UMass-u pripravili spominsko bedenje za Emmo McDonald, ki je bila prav tako ljubljena članica te skupnosti, mama, ki je za seboj pustila hčerko. To je res žalostno, Melba Pearson. Hvala, kot vedno, da ste si vzeli čas za nas. Najdete jo kot voditeljico YouTube kanala Resident Legal Diva. Vedno je odlično, da ste tukaj na Law & Crime. Hvala, da ste bili z nami. Hvala, Chris. Na kampusu UMass je bila v Emino čast organizirana spominsko bedenje. Tudi ona je delala na UMass. Obstaja tudi GoFundMe, ki zbira denar za njeno 10-letno hčerko in je zbral že več kot $20,000. Preden zaključimo, želim omeniti pomemben vir pomoči pri vprašanjih družinskega nasilja. In domnevno je šlo za to. Če ste vi ali kdo, ki ga poznate, žrtev družinskega nasilja, lahko pokličete nacionalno telefonsko linijo za pomoč žrtvam družinskega nasilja na 1-800-799-SAFE ali pošljete SMS z besedo START na 88788, pri tem pa lahko ostanete anonimni. Ta linija je dosegljiva 24 ur na dan, 7 dni v tednu. To je vse za danes v oddaji On the Case, ki jo predstavlja Law & Crime. Naročite se na nas na YouTubeu in Spotifyju. Oddajo lahko spremljate tudi na Peacocku. Sem Chris Stewart, se vidimo naslednjič.